Včeraj je nebo nad Mariborom gostilo letalsko predstavo, kot je ne vidimo vsak dan. Obiskovalci Lenta so si lahko v nizkem letu nad Dravo ogledali letala preteklosti, starodobnike, prikaz reševanja s helikopterjem, ki ga je izvajala Slovenska vojska, naše glave je preletalo reaktivno letalo na poti v Dubrovnik ter Cessna, ki jo uporabljamo za izvajanje obrambe pred točo. Vrhunec dneva pa je bil nedvomno Peter Podlunšek Challenge, v katerem je nastopilo 6 mednarodnih asov, akrobatskih pilotov, ki so nad Mariborom pokazali, kaj znajo in zmorejo. Letalski center prireja z pokrovitelji, kot so Letalska zveza, Slovenska vojska in seveda tudi Lent festival prirejamo poglavitno oziroma tudi edino največjo prireditev v Sloveniji letalsko, gre tudi za osrednji letalski dan Republike Slovenije. Pred nastopom smo se pogovarjali s Petrom Podlunškom, ki nam je razkril nekaj podrobnosti njegovega letošnjega programa. Imam pripravljenih 2-3 nove figure, katere do zdaj še nisem delal. Posebnost programa, katerega bom letos izvajal, bo tudi v tem, da bo dosti programa zelo statičnega, pomeni, da bo letalo viselo na propellerju in to letalo mi sedaj to omogoča. Prejšnja letala s temi prejšnjimi letali to ni bilo možno izvajati. Koliko priprav pa je potrebnih za izvajanje takšnih akrobacij, koliko izkušenj? Jaz letim že preko 20 let, vsakoletni treningi, ravno sedaj imamo zopet enotedenski aktivni trening v Murski Soboti z mojim trenerjem iz Francije, z večkratnim svetovnim prvakom Patrickom Parisom in vsaki dan letimo 3 do 4 krat po 20 minut in po enem tednu enostavno človeško telo je izčrpano do te mere, da 14 dni več ni priporočljivo se udeležiti kakega aktivnega treninga. Pogled na akrobacije Starega mostu je bil zaradi jasnega neba odličen. Pred kamero pa smo dobili tudi Tanjo Novak, ki sicer upravlja tako letala kot tudi helikopter. Kaj pa je ljubše? Pa bom rekla, ni primerjati. Glede poklicnega mi je najbolj vsekakor helikopter. To je pa majčken druga sfera akrobatsko, tako da je pa mi za prosti čas tudi vrhunsko. Kako drugačen je dejansko pogled od tam od zgoraj? Pa je drugačen. Meni je že kar običajen, ker sem pač že več let letim. Ja, je pa drugačen. Danes, ko je tukaj toliko obiskovalcev, kaj jih pilot sploh zazna? Ja, opaziš, ampak bom rekla, da se bolj skoncentriraš na samo letenje, se potrudiš pokazati čim več. Dostikrat je tako, da množice zaradi fokusiranja na sam program niti ne opazim. Seveda na zaključku programa, ko sledijo nizki preleti, pozdrav publiki, takrat seveda diham z publiko.